ker si v teh 3 mesecih poskrbel za naše dobro počutje in razgibavanje na svežem zraku, kar samo pomeni, da resnično skrbiš za zdravje protestnikov. Janez, hvala, ker si nas zbližal in nam omogočil druženje in sklepanje novih prijateljstev. Prijateljstev, iz katerih bo mogoče skleniti tudi kakšna nova ljubezen. Zaradi tebe, Janez, ta zima ni tako turobna in pusta, kot je to v navadi. Ta zima je polna dogajanja, polna kulturnih prireditev, sestankov, tribun in vseh mogočih dogodkov. Res ti hvala, Janez, brez tebe nam ne bi uspelo. Zahvaljeval bi se ti lahko vsaj še kakšne pol ure, a menim, da bi to bilo že preveč in bi nekateri tukaj lahko dobili občutek, da so na zboru SDS-a ali pa vsaj na zboru za Republiko. Janez, ne bomo jokali, ko boš odšel, a odšel boš sigurno. A vendar te bomo ohranili v spominu, vsaj še kak mesec. Vinko! Hvala ti, ker si v naše življenje vnesel malce adrenalina in napetosti, ki smo ga v zimskem času več kot potrebni. Mnogi ljudje so ti hvaležni, ker si jim omogočil, da razen položnic, ki jih že tako ne morejo plačevati, dobijo še tvoje, katerih so bili v tem poprazničnem času neizmerno veseli. Pa tudi brez tvojega smisla za humor bi težko shajali. Tvoji gorenizmi lahko celo konkurirajo bušizmom. Za kaj takega moraš biti rojen, tak ne postaneš čez noč. Vinko, hvaležni smo ti tudi za 4.653.000 evrov, ki si nam jih namenil oziroma si jih porabil za nas. A ker smo že navajeni, da se pri tebi stvari izgubljajo po poti, saj veš, papirji in podobno, res srčno upam, da bo vsaj del tega denarja prišel tja, kamor je namenjen. Mi se odrekamo te vsote, ker ne rabimo veliko za tisto, kar počnemo. Raje ta denar nameni policistom, ki tako kot mi prezebajo za mizerno plačo in nastavljajo glave granitnim kockam. Da vsaj njim ne bo treba več stavkati. Če bi mene kdo vprašal, bi ti v znak hvaležnosti podaril zlat pendrek za zasluge. Odidi čim prej in nagrada bo sigurno tvoja. Če pa boš na svojem položaju vztrajal še nekaj časa, pa ti bomo v dogovoru s turistično agencijo Dob Tours omogočili nekajletno dopustovanje na naše stroške v zaporih na Dobu. Zoran, tebi pa moramo biti res iskreno hvaležni, ker si tako uvideven in ko si videl, koliko dela čaka nas vstajnike, da naredimo nekaj reda in čistk v vrstah politikov, si enostavno zmrznil in čakaš v hibernaciji, kdaj bo prišel tvoj čas. Res ti hvala, ker nas razumeš, da se ne moremo na vstajah deliti na dva dela in da eni protestirajo pred parlamentom, drugi pa pred mestno hišo. Res si najbolj razumevajoč župan in vodja stranke, kar jih je kdaj bilo v Sloveniji. Dragi Zoran, ko pa se boš zbudil iz hibernacije, pa le brž pokliči Jurčka, da ti vrne denar in da ti napiše masne čeke za odvetnike, krvavo jih boš potreboval. Ker ko se boš zbudil, bodo sodišča res začelo delovati v imenu ljudstva.
Saj bi se tudi tebi še naprej zahvaljeval, a kaj, ko me v zamrznenem stanju ne moreš slišati. Uživaj na hladnem in čakaj, da te obiščemo in odmrznemo. Nikar pa ne misli, da se ti osebno ne pridemo zahvaliti. Nismo te pozabili. Hvala. Hvala. Vitaniskega. Če smo pri časovnici, ura ni 12, ampak že skoraj 6. Ja, sej bom spremenil, ne, to sem sam poskusil, koliko se počutiš, če si Janša. Ni fajn. Skratka, če smo pri časovnici, ne samo da ura ni 12, ampak že 6, skoraj smo 8. februarja na dan kulturnega praznika, pa nismo prišli še niti do dneva samostojnosti in enotnosti. Tako da mislim, da bo treba zelo pohiteti, da bomo do naslednjega praznika, dneva upora proti okupatorjev, prišli na čisto, bi rekel, z temi prazniki in se končno osvobodili tega, ki nas okupira že res predolgo časa ob pomoči največje civilno-družbene skupnosti te države in nekaterih drugih elementov. No, in šele potem bomo lahko prišli do dneva oziroma do praznika dela, tako kot se to spodobi, da bomo zahtevali delo za vse, ki imajo namen delati in hočejo delati, in bomo zahtevali, da rezultati tega dela ne odtekajo več v davčne oaze. Na kar bomo isto osvobojeni prišli do naslednjega praznika, ki je dan državnosti, na katerem moramo na državni proslavi končno opozoriti, da ta državnost se je začela že leta 1848 in opozoriti tudi na vse tiste, ki s svojimi izjavami osvajajo Savudrijo, hkrati pa ne priznavajo legitimnosti vojske, brez katere bi imeli dostop do Jadranskega morja skozi podtalnico, ki ponikne pri planini in priteče v Jadransko morje, tam nekje pri... Kak bolj na glas? Jaz se derem, kolikor se moram! Še enkrat od začetka pa ne bom! Skratka, do dneva upora proti okupatorju se moramo končno osvoboditi tega, ki nas okupira že vse predolgo. Treba pa je tudi povedati, prvič, da prazniki niso kar tako brez veze, ampak so naša identiteta, kot je naša identiteta tudi vsebina naše himne, in če je naša zunanja politika v neskladju z verzi živena vsi narodi, ki jih repene dočakat dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Če je naša zunanja politika pri odločanju v Združenih narodih glede Palestine v neskladju z našo himno, je treba te ljudi obsoditi. In treba je tudi povedati to, da Janša ni kriv, Janša samo hitro in pridno dela to, kar mora delati. Krivi so tisti, ki imajo v parlamentu večino že več kot eno leto, pa še zmeraj dopuščajo, da letijo njegovi sloni, zmeraj bolj pogosto, zmeraj bolj na široko in nas porivajo v ekonomsko past, ko ne samo oblast in čast,
ampak tudi zemlja, voda in zrak ne bosta več naša last in ne bo nam ostalo. In nam ne bo ostalo drugega kot ogenj. In tega ne smemo dopustiti. Zato, da ne bo prišlo do požara, mora ta vlada zginiti čim prej, ker Slovenija je naša in mi jo hočemo zdaj. Tako, no zdaj pa, da se ne bom več drl, prosim. Hvala. Hvala lepa.